Že v času študija ilustracije na akademiji sem se pobliže srečala z znanstveno ilustracijo in takrat me je začela tudi bolj poglobljeno zanimati in sem se začela ukvarjati z njo. Hkrati pa me je ves čas zanimala knjiga kot medij, ki bi lahko presegala neke klasične okvire in postala interaktivna. Hkrati se mi zdi pa zelo pomembno, da knjiga oziroma polje naravoslovja, znanosti in didaktične vsebine iščejo inovativne pristope, kako podajati informacije bralcu. Sama sem se lotila knjige tako, da sem prvo izbrala temo. Temo sesalcev sem izbrala predvsem zato, ker sem skozi raziskovanje naletela na to skupino izumrlih orjaških sesalcev, v katerih sem ugotovila, da je zelo malo napisanega, in bolj ko sem brala o njih, bolj me je ta tema začela zanimati. In tako sem se odločila, da naredim slikanico. Prvo sem se lotila delati seznam živali, ki jih želim vključiti v knjigo. Vedela sem, da je fino, da vključim različne rodove in živali, ki so živele na različnih geografskih področjih. Hkrati sem pa izbirala tudi take, ki so meni bile na videz smešne ali pa nenavadne ali pa so bile res orjaške. Ko sem seznam nekako zaključila, sem se podala na raziskovanje na terenu. Obiskovala sem različne muzeje, tako pri nas kot v tujini, kjer hranijo razne dokumentacije, risbe, slikovni material teh živali in pa seveda okostja teh živali. Ves čas sem v procesu nastajanja knjige tudi sodelovala s paleontologom iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, s katerim sem lahko predebatirala stvari, ki mi niso bile jasne, ali pa sva razreševala dileme, glede na to, da gre za izumrle živali in se moramo pri rekonstrukciji opirati na zdaj živeče sorodnike, je pač pomembno, da je zraven tebe še nek znanstvenik, ki pač obravnava to polje. V današnjem svetu tehnologije možnosti za interaktivnost tiskane knjige veliko, sploh če je ta mešana z nekimi digitalnimi vmesniki, QR kodami ali pa raznimi mobilnimi aplikacijami. Mene je pa predvsem zanimala analogna interaktivnost, torej tista, ki je zgolj omejena na ilustracijo, analogni vmesnik in pa interakcijo bralca. Tehnika, ki sem jo uporabila v knjigi, je predkinematografska tehnika Ombro, ki sega sicer v zgodovino francoskih kinematografskih igrač v 19. stoletju in so jo bolj uporabljali v zabavne namene še pred uporabo televizije. Jaz pa sem nekako jo želela redefinirati in jo uporabiti bolj v naravoslovne, didaktične namene. Tehnika deluje tako, da v bistvu zaporedje 6 sličic jih združimo v eno podobo in jo razrežemo tako, da v bistvu z drsenjem te mreže po površini odkrivamo vsako naslednjo sekvenco in to ustvarja iluzijo gibanja. In tako je nastala slikanica z znanstveno vsebino, hkrati pa se mi zdi, da je uspela nekako doseči to, da ima ta zabavni element, da privabi mlajše bralce tudi kakšnim malo bolj kompleksnim ali pa naravoslovnim vsebinam.